Živijo. Pozdravljeni vsi, spet na aktu, ne vem, kjera številka je to. Nisem dober številkami. Tako da verjetno je poletje, upam, da uživate v poletju, da nam je toplo in da imamo eno tako summer of love. Danes se bova z mami pogovarjala sama o stvarih. Like, share, subscribe. Se še lovimo. No? Smo ugotovili, da sem jaz take najmanjkrat naredi intro. Ne? Ja, Zdaj moraš to začeti vaditi. Videla sem se name zmenila, da bo vsake toliko časa posnela pač pogovor še med nama, kar se mi zdi super, zato da malo analizirava, da lahko pravzaprav pogledate malo v zakulisje najinega dela. To delava iz srca, delamo seveda, kako bi rekla, volontersko, priporočamo se za kakšno donacijo, simbolično, ampak za opremo, predvsem za opremo. In verjetno improviziramo, velika zahvala, gre tle Jaka Marinšek, DOP. Yes, hvala Jaka. Tudi lahko Jako najamete, ker je zdaj vedno več ve, vedno več zna. Kako je tvoje firmi Jaka ime? Marinšek Jaka. Ja. Več boste imeli dol v opisu. V glavnem, midva sva do zdaj posnela. Pa še nekaj je, ne. Pa tudi jaz sem se pogovarjal, da bi midva večkrat morala to delati, ker imava te debate, ki jih imava midva, se mi zdijo zanimive, ne. Tudi sproščene. Tako da upam, da bova večkrat to delala, da padeva od kakšno tako debato. Ne. Ja, da tudi to sliši, da lahko deliva namreč dve generaciji, mama in sin, kar zdaj v bistvu nisva več tako sinko pa mamica, ne. Jaz za Maja več ne rabim skrbeti, on pa tudi ne zame, hvala Bogu. Tako da, ko bom jaz v letih, ko boš ti moral zame poskrbeti, če bom sploh to dočakala, boš pa povedal takrat. A misliš, da boš dočakala leta, ko ne boš mogla zase skrbeti? Ne, zaenkrat se mi zdi, da je to nemogoče. Mislim, da bom to tudi najtežje sprejela, pa mislim, da je to pravzaprav tudi strah vseh ljudi, ravno ta nemoč, ki nekje na koncu našega življenja stoji in mislim, da nobeden izmed nas si tega ne želi. Res pa je, da to začneš razmišljati šele po 50. Ker kar naenkrat se spogledaš s to realnostjo in vidiš, kako drviš tja, ne, in je... Pa je še kar nekaj časa do tja, ne. Oziroma, te lahko vprašam eno vprašanje, a bi ti bilo boljš, da bi danes si, jutri te ni? Ja. Ali da si na eni posteli in okrog tebe cela ogromna družina in te za roko držijo? Če imaš te dve možnosti, kaj bi rekel? Ja, to, da danes sem, jutri me ni, absolutno ne. Mislim, da ti si tak karakter, da po moje do zadnjega dne, tako kot štukal. Jaz se bom trudila. Ne. Jaz tudi, no? Ja. Ampak je, da to niti ni toliko v naši moči, ali pa tudi je, no, na koncu delam na tem. Tako da, greva zdaj nazaj. Na temo. Ja, predvsem je tako, ne. Dobra tema, ni bila. To me še zanima, dobra tema je, bom kar nadaljevala. A se ti bojiš smrti? Ne. To sem razmišljal zdaj nedolgo nazaj, ker sem bil na taboru z Dejanom Sotirovim, ne, Mavrični bojevniki. Smo se z enimi puncami ravno o tem pogovarjali in sem gotovo, da ne, jaz se smrti ne bojim, bojim se pa smrti svojih bližnjih. To je pa, tega me je pa strah, tako prav ful, da bi kdo od mojih bližnjih dočakal prerano smrt slučajno, tega se pa ful bojim. Ja. A res? Mislim, bojim, ja. A si tako znaš predstavljati, da mene ne bo več? Ne. Kje? Sploh Veš, da jaz pa to sploh ne razmišljam. Ja, ne se pravim, jaz sem razmišljal, zaradi tega, veš, ker sem imel dostkrat te tudi izkušnje, ki so bile near death experience, sem z avtom a veš, pa ker sem tle medveda takrat srečal, ki je šel nasprot meni, ker se nisem umaknil. Takrat sem jaz videl, da pač je to stvar, ki jo bom tako prav dokaz, da se ne bojim smrti, razumeš? Ker nisem pobegnil, nisem bežal, nisem se skrival, ne glede na to, da veš, da sem boječka največja na svetu. Kaj pa ti? Ne, jaz se pravzaprav nikdar nisem smrti bala. Zdaj pa, ki je pač malo bližje, ki mi malo že diha za ovratnik, ne. Ja, oddaleč pa že ne diha. Mi je pa tako malo žal, da to mora tako biti, ne.
Ampak moram tudi s tem občutkom se moram soočiti. Mislim, česa bi mi bilo žal, res, da imam jaz zelo veliko načrtov, ne, pa jaz tako živim, kot da bom živela večno, ne, mislim v načrtih in v tem, ne. Tako da ne bojim pa se, ne, na koncu vse, če čisto dobro pogledaš, tudi če nič ne fantaziraš zraven, ti zaspiš, ne, mislim, zdaj, če ti je pa dano, se pravi, da jo moraš doživeti prav njen počasen prihod, to pa ne vem kako, to jo bom pa definitivno, tako kot znam jaz. To so mene punce vprašale, a bi raj vedel, kdaj, ali pač, če bi imel možnost, da veš, da je točno, a bi si želel to vedeti? Ne, jaz si ne bi, ker pol bi v bistvu morala na nek način se pa dejansko soočiti. Sam saj veš, jaz sem se to od tebe naučila, dragi moj Maj. Se spomniš tlele z tega hriba, kako smo ti dali smučke? Jaz to ves čas ponavljam, pa ne vem zakaj, ampak tega nam gol pozabila. Smučke smo ti dali na noge, jaz sem glih vdihnila, da ti bi povedala približno, kako to izgleda, ker jaz pač nisem nikdar smučala, ti si se že pelil, ne? In to me je večkrat v življenju, sem se na to spomnila in vidim, da je v bistvu najboljše, kadar ne veš, kadar se mogoče celo malo bojiš ali karkoli, vržeš se v to in greš. To pomeni, da če bo počas prihajala in če mi bo dajala tako, mislim, če bo si vzela čas, da si me bo jemala z žličko, ne, se bom tudi v to vrgla, mislim, tako, kakor, no prav, pa dajmo še to, ne spoznati ta občutek. Še ena izkušnja več, ja. Evo, tako. Ko so pri izkušnjah, pa zdaj zapeljeva nazaj na podcast, ne? No. Zdaj, koliko mesecev je menilo od 1. decembra, ja. V bistvu pol leta, skoraj debelega pol leta, ne. Delava to, pogovarjala sva se o tem 2 let prej, a ni tako? 2 let. Že kar nekaj časa mi je ta ideja bila, da bi naredila, mislim, pogovarjena. Ja. Že kar nekaj let, ja. Po mojem nisem dve. Zakaj si ti, to je bila tvoja ideja, zakaj si ti, čeprav moja tudi, ampak ti si drugače to predstavljal, jaz pa nisem znala predstavljati. Ampak tudi zdaj še nisva čist na isti poti, da bi rekla, da točno veva, da ima, mislim, meni se saj tako zdi, ne, kdaj gre na levo stran, kdaj gre na desno, ampak jaz sem predvsem zaradi izkušnje, a ne, tako kot si rekla prej, kakršnakoli izkušnja je, vesel sem, da sem lahko tle, to, no, po mojem bilo meni to vodilo, ker imam ta privilegij, da to lahko naredim, zakaj ne bi tega naredil, a ne? Ja. A veš, to je mene dolga leta nazaj bremzal, ker sem imel te možnosti, pa jih kar, saj veš sama, koliko si ti meni možnosti ponudila, da bi v drami nastopil od vseh stvari na svetu, ne glede na to, koliko sem zafrknil. Satiral, ne? Ja. Kakorkoli že, bil bi na odru drami, to je del mojih sanj, ne. Pa sem rekel, ne, zdaj pa zadnja leta, se veš, od takrat 2 let nazaj, že 2 let bo zdaj. Ja, 2 let. Jeseni. 3 leta že. Ne, 2 let. 2 let, misliš od Zvezdine skrivnosti? 2020, ja. 2020, 2 let, ja. Tako da takrat se take stvari spuščamo. Se spomnim, ja, namreč, ampak ti si podcaste gledal, jaz jih pa nisem gledala, jaz nisem vedela, kako to zgleda. Ti še zdaj ne gledaš? Jaz gledam, imam jaz zdaj z tega tvojega Rogana, ne? Ja. Ja. In oni mi je zelo všeč, ampak oni imajo fajn teme. Sem pa gledala nekaj podcastov slovenskih, oziroma ene tudi par tujih, in se mi zdi, da pri večini mene moti samo to, da ni prave vsebine. A veš, jaz sem pač stara šola, meni se zdi neumen oziroma nedostojno in nespoštljivo ljudem krasti čas za to, da se meniš neumnosti. Ampak glih, kar jim pade na pamet, ker ta Joe Rogan ima vedno poanto. A veš? Ja, ti bom pa replika dojel. No, mislim, on ima zanimive ljudi. A veš, on ima zanimive ljudi in on to dela skozi. On ni nikoli selekcioniral, zdaj se bomo pa o tej temi pogovarjali. On najde zanimivega človeka, srečo ima, da je tako znan. Zato sem jaz tebi rekel, zaradi te primerjave sem jaz tebi rekel za podcast, da začneva snemati, ker ti vse te ljudi tle v naši mali sferi poznaš. Pridejo sem, te prvič vidijo, tako kot ena malenica, ki ste se prvič videli in ljubezen na prvi pogled, nobenih skrivanj, ker sem bil mehna, o starših v koncentracijskih taboriščih in tako. To so teme, ne? A veš, in veliko ljudi pripeljati novih. Jaz jih imam, mi smo posneli kaj 20, smo jih zdaj posneli, jaz bi pol folka nazaj poklical.
To, Ker se še nismo... to je ta stvar, ki pa mene najbolj privlači, recimo ravno pri Roganu, ker on pa dela, a veš, niso... On jih kliče nazaj. Oni sami pridejo k njemu nazaj. Ti imaš kakšne smešne, jaz obožujem Dave Chappelle, poznaš Dave Chappella? Dave Chappelle je en komedijant, črnc v Ameriki, ki je začel čist svoj stil satire, norce se dela isto na ta način, ker je že od majhnega komedijant in vrhunski in on ima message, se pravi sporočilo za svojimi stand-upi, veš? In on je kar tako preletel noter, recimo, k njemu. Ki je imel enega drugega, pa Dave Chappelle je pač veliko ime, ne? Je kar prišel v studio, je imel enega frenda, ki ga oba dva poznata in so se pogovarjali naprej. Ne? Med drugim pa Dave Chappelle je edini, ki je rekel Hollywoodu ne. Tako v zadnjem času. Netflixu ali nekdo ga je hotel kupiti, so mu ponudili $60 milijonov, zato da bi za njih posnel to, kar je delal prej, Chappelle Show, ki to je bilo kontroverzno, tam so eni na kreku, noter se dela, da je krek, pa tako, veš. In so hoteli, da po njihovo dela in je rekel ne. A res? In je zginil in je prišel 10 let in pol je kar po ulicah stand-up je delal. A Pa res? genialc. In po je prišel po 10-15 letih nazaj, 10 mogoče letih, je zdaj prišel nazaj par let in je potrgal vse. A res? Nihče mu ne more nič. Vsem je povedal to, kar jim gre. Ampak tako, poglej si, ker zgodbo pove, smešen je pa za crkant. Tako kot zrnec. Ok, Jori. A veš, ker zna narediti, da se polulaš od smeha, ampak na koncu še nekaj odnes. Ne? In so spet na pogovoru z namenom. Ne? No, Da ne krade folku časa. to je meni glavni bil, mislim, zadržek, da pa še nekaj, ne. Zdaj ti tudi vidiš, zdaj, ko sam daješ skozi, mene to zanima, a si ti predstavljal, da v bistvu, ker kljub vsemu, ko se ti prvič, se spomniš pri Zvezdini skrivnosti, tam zunaj s svojim prijateljem snemal pogovor. Najstarejšim, najboljšim prijateljem, ki ga poznam najdlje časa od vseh mojih prijateljev. In kaj se je zgodilo, namreč pogovor ni, a veš, samo pogovor, ne. Mislim, je še... Pogovor je meni je samozavest. Meni je samozavest. Tudi to, res moram delati reklamo Mavričnim bojevnikom, zaradi tega, ker sem zdaj se jim pridružil med drugim in Dejan Stiral se je spomnil to, če ne veš, vprašaj. Ne? In to otroci sprašujejo tako iskreno stvari. Ne? In sem jaz skozi to ugotovil, da samozavest, veš, jaz sem tam, ko sem sedel ta prvi dan, ko smo snemali, jaz sem se spraševal, a bom prav rekel. Kaj ne ga vprašam? Jaz že vse vem. Kako izgledam na kameri? Kje bomo rezali? 1001 stvar. S časom, ker sem delal stvar, tako kot bomo zdaj delali te introte, ne, obvesli, sem toliko časa vztrajno delal stvar, da mi je zdaj pa postalo točno to, da odklopam vse, da jih kontra naredim, odklopam vse in poslušam nekoga, ki je z mano. Ker nima veze, kaj se jaz odločim na začetku tebe vprašati, pa kam mislim, da bo vprašati, ker ne bo vprašati, ja, ker nismo taki, a ne? Se ti to veš boljš, kaj jaz kaj ti govorim. Ampak za ljudi govorim, ne. Res s časom, ne. Mislim, ampak jaz tudi mislim, da je še nekaj drugega, ker jaz tebe nisem takrat brez razloga povabila, da ti to vodiš. Jaz si mislim, da tudi mora imeti človek eno karizmo in tudi talent za to. A ti misliš, da to lahko dela čisto vsak? Ne. Ne. Vsak ima svojo iskrico, ne. In ja, jaz se zavedam, da imam to iskrico pri sebi. Ti jo imaš, vidiš velikokrat ljudi, sploh, ki so dobri retoriki, ne samo karizma, tudi karizma in to, da znaš govoriti ni dosti. Ti moraš biti retorik dober, se pravi, moraš govoriti lepo, moraš razmisliti, preden govoriš. Meni se zdi, da sem začel veliko bolj počasi govoriti, odkar delava te stvari. Ne? Pa razgledan moraš biti. Predvsem to, ne? Predvsem to. Ažurno razgledan tudi. Ja, veš, kaj se trenutno dogaja na svetu. To je tudi Rogan, recimo. Ne? Zgleda, kaj največji kmet iz enih zabačenih šum, ampak ima pa širok spekter tega, kar ve. Znanja, ja. Znanja, ful znanja. Ne? Jaz sem videla, naprimer, jaz zdaj v tej pripravi, ko sem napisala to knjigo o teh mojih pogovorih, ne, jaz sem videla, koliko sem se jaz samo skozi po 100, ne 300 pogovorov, 300-200 pogovorov sem imela. Jaz mislim, da je to vredno enega faksa. Čisto zares.
Absolutno. Jaz mislim. Absolutno. Ampak da ga nikoli ne bi mogla tako voditi, če ne bi, nikoli ne bi mogla teh pogovorov tako pelati, če ne bi imela toliko igralskega znanja, toliko splošne izobrazbe odzad, da lahko, a veš, ker ti imaš ful različne pogovore in ti sam sestavljaš, tako kot si prej rekel, Niva moraš zorati, ne, da lahko posadiš neki not. Ja. Niva moraš zorati, ne more biti niva zapuščena. In da v bistvu to tudi marsikateremu podcastu manjka, ta splošna izobrazba, ta širina duha, da lahko iz različnih pol sestavljaš. Jaz sem bil nedolgo nazaj na enem dogodku, kjer sem poslušal neke stand-up komike in se mi zdi, da ne samo v podcastu, nasploh vse posod se mi zdi, da se ljudje, Slovenci smo nasploh tako se mi zdi obrnjeni nekam nazaj, ker so to vse neke fore, ki letijo na dogodke, ki so bile 10 let nazaj in so na internetu splošno znane. Tako kot da bi vsak od njih šel na internet in pogledal, Zvezdana Mlakar, pila je scanje. In to je ta fora. Čeprav to je bilo 100 let nazaj, pa že 1000 drugih stvari si naredila, ki so bolj smešne od tega. Ne? Veva obadva, ne bomo zdaj kaj rekli, ampak veva obadva, da bi lahko uporabila stvar, ki bi bila 10krat bolj smešna. Sam ta način gremo na nekaj, ki je zihar. Gremo na nekaj, kar je ustaljeno. Skozi se pogovarjajo, skozi iz Janše se norca delati, ker je govoriti po janševsko tako, kao je easy. In to vsak tret dela. Ne? A veš, pa seks, pa petje. Pet, seksat, pa iz politike se norca delati. To je to. A veš, globje iti je pa samo vemo ga kdo je pa res, da jaz v slovenski sceni nisem tako zelo razgledan, tako da ne morem biti pameten, sam sebi skledo pluvati zdaj, ampak Jure Zornec, ki sta delala z Bizovičem. Tiste je bilo... Tam sem bila tudi zraven. Tam sem bila tudi zraven, ja. Ko so govorila o tem, ko zapustiš svoje telo, ti boš imela ena zgodba za sabo, kar vredno, en ep. Ja, ampak to je vse minljivo. Mogoče bo kakšna stvar ostala, kakšen drevešček bo stal za mano, ali pa kakšna roža. Mislim, da kar več. Ne, sem tako pravim, živiš eno bogato življenje. Ja, to pa res, ja. Mislim, nisem si niti mislila, nikoli nisem imela načrta, da bom tako živela. Nikoli se nisem zavedala, da to hočem od življenja. Tudi, a veš, kaj to, če ti hočeš od življenja, če ti hočeš veliko od življenja, moraš tudi veliko dati, ne? In ti ne moreš sam dobivati nikoli, to mora biti vedno dvosmerna cesta. In jaz sem veliko dajala, da sem pa zdaj na koncu ugotovila, da pravzaprav sem tudi veliko hodila nazaj in tudi zelo veliko dobila. Tako da to je to, če hočeš veliko dobiti, če hočeš živeti to obilje življenja, ne v denarnem smislu, ampak življenja se dotakniti tako. Pa življenja seveda s tem tudi pridejo materialne stvari. Tudi, ampak v osnovi... Niso pa cilj, ne? Ja, ne, v osnovi... Potreba. Ko bom jaz odšla, oziroma ne vem, a misliš zdaj, a je kdo znan sam zaradi tega, ker je toliko milijonov zaslužil, ali kaj? Ja. Zdaj, ki nekaj denar pomeni. Ampak tako, naprimer, 2000 let nazaj, ali pa 1000 let nazaj. On je bil tisti, ki je bil etiopijski kralj, neki tazga je bil, ki je bil najbolj bogat na svetu, ki je vse imel iz zlata. Ti veš, kjer je bil on? Nigerijski princ. Nigerijski princi. Ne, ni bil po mojem samo zaradi tega nihče znan. Ne, samo zaradi tega nisi. Mislim, tudi, če bi imel pol sveta. So bili pa znani zavojevalci, ki so pa veliko pridobili zemlje, kar je teoretično tudi isto pomeni vpliv in... Ja, ampak to so bile neka dejanja, kaj, ne vem, se to se zdaj sam pogovarjava. Jake, a bi ti meni sam prinesel kozarec vode? To je pač ena debata lahko, ki je pravzaprav neskončna, pa se mi zdi škoda, da bi se zdaj ravno tem materialnem. Čeprav mi je, naprimer, jaz mislim, da je bogatstvo kljub vsemu vedno igralo veliko vlogo, ker kako bi rekla, ne smrtne piramide, večni Louvre, vse ta arhitektura, ki ostajajo, to je vse v bistvu sad bogatstva, tako da bogatstvo moramo res sprejeti na širok, brez predsodkov. To pa sploh še nisem tako razmišljala. Dejansko, bogatstvo je treba
res takole sprejet, ker je v bistvu naredil večne spomenike človeštvu. Ne? Ja, seveda, pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na človeka, ki je zraven trpel. Ne? To pomeni tudi vlačil tiste kamnite bloke tam in bil pač piramide, kako so naredili. Ja, naprimer, ne. Tako da vidiš, v bistvu je vse posod neka dvojnost, ne. Vedno je nekaj prav in nekaj ni prav. In stična točka med prav in neprav je v bistvu razumevanje življenja, ne. Ljudje meni se, da smo preveč razslojeni. Tako je zadnjič kaj Nika rekla, veš, če tako pomisliš za tebe prav, ne, se čisto simpel, za tebe prav je nekaj drugačke za unga, kaj je gor prav, njemu je pač to prav, on ne štika, ne, izobrazba, to treba izobraziti ljudi, čim bolj širok spektr narediti, ne. No. Ker ne vem, če se je pa zgodilo recimo, da so kralji odstopali za voljo ljudstva, niso? To pa zdaj, mislim, seveda ljudstvo jih je vrgel, ne. Jaz mislim, da pač v osnovi je človek narejen tako, ko pač trpi, ampak v nekem trenutku, jaz vedno pravim, da revoluciji ne bi bilo in ne bi bilo teh razlaščanj in vsega tega, če bi bilo za vse dovolj, če bi bilo bogatstvo bolj enakomerno razdeljeno, ne. Ti ne moreš, če padeš pač v eno kolesnice življenja, ki ti določajo, da si sužen nekomu, to slej, ki prej ne deluje, ne. Mislim, ta izkoriščanje človeka, ne. Da to slej, ki prej nekje poči, ne. Ja, zdaj, ker razmišljam, toliko enih prispodob dobivam, pa toliko enih različnih idej za to, da po moje boš, da ne začnem, ker bo ljudje moj ADHD dojel, ne. Od tega, da tisti, ki je the ignorant is blissful, ne, kaj pa ve sužen, kaj pomeni imeti milijone in obratno, kaj ve milijonar, kako biti sužen, ne, kako najde tle neko pravilnost in naj možna sploh pravilnost na tem svetu. Mislim, da to je ena tema. Enakopravnost. Ja, mogoče je zdaj, zato ker se pač pogovarjava v podcastu, mogoče to je ena ideja, da midva najdeva kakšne filozofe ali pa kakšne sociologe ali pa antropologe, naprimer, pa se začnemo pogovarjati tudi o tej temi. Naprimer, da gremo malo bližje. Midva zdaj samo tukaj drobiva, ne. Ker jaz bi rada tudi še nekaj, rada te je vprašala, a si ti kakšen najin podcast pogledal v celoti, da bi sebe videl? Nisi, ne? Ne. No, jaz sem. In jaz vem, zakaj gre. Zakaj pa nočeš ga pogledati? Zakaj si ne vzameš časa? Ker se mi zdi še zmeraj vse, kar naredim, da je neroden mi je. Neroden mi je sebe gledati. Neroden mi je poslušati svoj glas. No, in jaz mislim, da si tlele ti pred enim velikim delom na sebi, to pomeni, da sebe sprejmeš. Jaz tudi, naprimer, tudi svojih oddaj nisem vseh pogledala in ko sem jih zdaj vse pogledala nazaj, sem videla, da so to bile dobri pogovori, ne? Res dobri. Tudi, naprimer, ko grem gledati predstave, pa redko grem gledati druge predstave, pa tako naprej. Jaz mislim, da mi moramo sebe, svoje izdelke, se pravi, to, kar sem posnela, to, kar se lahko vidi, in kar si ti posnel in tako naprej, sebe človek mora videti in strenirati, da se zna sprejeti, da ni sam sebi zoprn. Se pravi, da ne ustvarja znotraj sebe neke druge podobe in tisto drugo podobo, ki vidi, ti ni všeč. To pomeni delo na sebi. Hkrati je pa to tudi profesionalizem. Ti lahko vidiš, kje si dober, kje si slab, kje lahko delaš. Na čem lahko delaš. In še nekaj, ko ti je težko, ko ne veš naprej, ko se sam sebi zdiš loser in ne vem kaj še vse, se spomniš, kaj si vse dobrega naredil, kako veš, poznaš svojo pot, kako si napredoval in si lahko vsaj na nek način bolj objektiven do svojega življenja in ne tako strog sodnik, kakor ponavadi sami sebi smo. Ok, vzel bom izgovor, vzel bom B, profesionalizem. Profesionalizem, ja. Zaradi tega bom pogledal.
bom zdržal. Zato, ker včasih imaš občutek, meni včasih Maja reče, pa se tle jaz nisem nič govoril, pa ti vedno moraš voditi, pa tako naprej. Pa ni res, jaz grem pogledat, mislim, v pravem trenutku vstopaš, dobra vprašanja daješ, zame pa moraš vedeti, ko jaz intuitivno začutim prazen tek in ko ga začutim, takrat jaz, reševalka, rešujem situacijo na kavču, na odru, v življenju. To tako je, jaz taka sem. Ja. Ne? A veš? Ja, in zato, ne? Zato mi je dinamika zanimiva. Ne? Ja, ampak ta dinamika tebi nič ne jemlje. Ne. Tebe samo uči, da si hitrejši še, ne? Ker ko poslušaš drugega sogovornika, moraš hitro misliti. Ne? V bistvu moraš biti pol koraka pred njim, ne glede na to, da ne veš, kaj ti bo povedal in da boš iz tistega, kar ti bo povedal, ti vprašal. Ja, pa poslušati se naučiš. Ja. Poslušati. Ja. Ne razmišljati vse. To, kar si ti rekla, ja, ampak to mora biti intuitivno. Intuitivno. Ti tako hitro razmišljaš. Ti moraš biti pol koraka v bistvu pred gostom. Če jaz razmišljam, pol ne morem poslušati. A ne, to vse oboje lahko. Ja. Ljudje imamo pa toliko neverjetno, tlele notri se pa skriva. In tlele notri, ne. Tlele notri, to je, mi nismo izkoristili četrt te mašine. Pismo, ko smo se pogovarjali z Ano, je rekla, da ne uporabljamo celih možganov. Sem zadnjič nekje gledal, da ni to res. Da je to bila misconception. A imaš internet tam? Ne, se zdaj na njega, ti zdaj, ker ni misel na samo možgane. Seveda ne. Mi imamo možnost uporabljati več možganov, samih velika večina ne. Ni tako, da vsi 10% možganov uporabljamo. V bistvu mi 5%, mi imamo, se pravi, zavesti, to, kar mi smo, možgani, razum, srce, se pravi, vse ta zavest, tega, pa podzavest, pa še niže, tega vsega skupaj mi uporabljamo samo 5%. To pa naj bi bila kar že dolgo časa trajajoča teorija. Zdaj se to odpira, dejansko mi podzavesti 95% ne vemo, zakaj gre. Ja. Po teh vzorcih podzavestnih, ki so noter zabetonirane, pa mi odreagiramo na zunaj. Te v bistvu vodijo naše življenje. Zato je tako pomembno in seveda... razumem. Razumeš? Ja, možgane, to pomeni, ona je rekla možgane, mi že, seveda s tem, pa ko ti aktiviraš povezavo, podzavest, zavest in tako naprej, pa ti ustvarjaš nove sinapse in zato se govori toliko zdaj o kognitivnih sposobnostih, o razvijanju možganov, zato ker vidimo, da to gre z roko v roki. To ne gre več, do zdaj je bila psihologija deljena, znanost, biologija in tako naprej. Zdaj grejo vse znanosti vedno bolj, mislim, zdaj jaz tebi tle predavam. Poslušam. V bistvu vse znanosti se zdaj združujejo, ker tako kot telo ti ne moreš samo nohta posebej vzeti na telesu in ga zdraviti, tako tudi znanosti ne moreš tako razparcelirati, če hočeš razumeti življenje in človeški ustroj. Ne? In zato se mi tudi vsi ves čas ukvarjamo s tem, kdo smo, kaj smo, o tej podzavestni, kaj od spodaj mislimo in tako naprej, ker od tukaj to je naš šef. Od tukaj ti odreagiraš do mene, tako kot kje te, naprimer, jaz potegnem živc. To imaš ti tam noter spravljen. Ti moraš do tja priti, doživeti to, vzpostaviti kontakt s tem, občutiti, ne misliti, ti nič ne pomaga, lahko ti v mislih 100-krat odpustiš, tam, kjer sem ti jaz krivice naredila, ti moraš skozi ta proces iti in potem se dogaja, da to čistiš in da to majčken bolj sodeluje. Ne? Tako, celostno. Ja, v bistvu. No in pogovori so v bistvu najlažja, jaz pravim, avtocesta do učenj, ker naprimer jaz imam zelo rada pogovore, mislim, zdaj vidim, koliko imam rada pogovore, ampak mi smo ponavadi navajeni, da nas učijo takole, ne. Lejte, to je to, srce, tako se pravi, 20 minut vam bom jaz nekaj govorila in to je učenje. Skozi pogovor pa imaš ti in skozi predstavo, imaš pa ti čas, da se postaviš na stran enega človeka, ki je tebi bliže, drugega človeka, ki tebi ni bliže, da ti hkrati ustvarjaš svojo resnico.
Ker moja resnica tebi nič ne pomaga. Mater, si pa v filozofijo šla, fejst. Ja. Jaz sem, kako pa pol to apliciraš recimo na šolo? To pomeni, da bi šola morala tako izgledati. V bistvu bi se morali pogovarjati. Ampak, ja. Ja. Šola bi morala, se tudi na koncu je tako izgledala. Kar, Šola je bila, se veš, oljčni gaj, mojster, filozof je hodil, učenci so bili okrog njega in je rekel, sprašujte. In so oni debatirali, ne? Ja, sem je bil res filozof, ne, pa to ni tako, vsak človek ne more biti učitelj. Mislim, to moraš imeti pol tudi ful širok spekter, oziroma res moraš biti strokovnjak, tudi za najmanjše stvari, se mi zdi. Ja, mislim, učitelj je bil skozi vso zgodovino človeštva ponavadi nekdo z velikim U. Učitelj, to pomeni, da si moral ta U veliki prislužiti z znanjem, z izkušnjami, z lastnim delom in tako naprej. Danes to pač gre hitrej, bolj instant, ampak v osnovi v osnovi so bili tudi učenci njemu, temu mojstru učitelji. In tudi ti si meni velik učitelj, a veš? Razumem jaz to. Ne? Ja, saj to jaz razumem. Se pravi, vse veš, koliko se jaz tam malimi družim, koliko jih poslušam in zakaj potem tu primerno tudi oni mene poslušajo. Ne? Zaradi tega, ker se konstantno, ne moreš imeti telefona. Ne, prosim, zdaj se, Ema, midva se pogovarjava, prosim. Tudi to se moraš naučiti, da je treba biti fair do svojega očeta in mu pustiti, da je skoncentriran za pogovor, prav? Okay, boš lahko še ti povedala nekaj. Boš ti še nekaj povedala, prav? Kje so ostale? Ja, o tem učitelj, učenec. Da te učijo. Hočem reči, pogovor je, ali pa predstava je najbolj neagresiven, najbolj prijazno in ljubezensko vabilo, da ti razmišljaš svoje misli, da ti najdeš svojo resnico. Ker noben v tem pogovoru si ti samo, oziroma ali pa predstavo si ti imaš čas, da ustvarjaš svojo sliko in svoje mnenje. Ne? Ona dva pa pač menjata, se izmenjujeta mnenje in ti se pač odločiš, kje je tebi bližje. To je bilo ful cool, ja. To bi pa jaz tudi hodil v šolo, da bi lahko debatiral. Ja. Ali pa dva učil, ali pa gledal. Ali pa na primer dva učitelja debatirata. En reče, zemlja je revna, drugi reče, zemlja je okrogla. In mi vsi poslušamo. Glej, zakaj ta govori, da je zemlja ravna. Vse je romantično, ful romantično, ampak še zmeri preveč smo razslojeni ljudje, da bi po moje to šlo. Kako misliš razslojeni? Razslojeni, smo razslojeni, ker je najbolj pomembno. To so v Grčiji in v Rimu so to delali patriciji oziroma višji klasi ljudi, ki so si lahko vzeli čas, da so plačali enega filozofa, ki so pač, zdaj globalno to. Tako na globalno ne vem, če lahko najdeš otroke, ki so iz težavnih družin, ki že tako delajo probleme, da bo hodil v tako šolo. Mislim, ali pa da ne bo zaradi tega še večjih problemov delal. Veš, kaj ti bom zdaj povedala eno mojo skrivnost? Mislim, da je to se mi tudi obrestovala v življenju. Jaz niti enkrat v življenju nisem stopila na oder ali karkoli naredila javno v smislu, da bi rekla, tlele pa temle pa ni nič jasen, ali pa tele pa nič ne vejo, ali pa tele vejo mnogo manj kot jaz, ali pa te tazga. Ne, hočem reči, da tudi iz družin, se pravi tam, kjer nič ne dajo na izobrazbo, lahko ti, mislim, takega otroka še več naučiš, ker je še bolj manj informacij, ali pa ne vem kakorkoli. Hočem reči, da to pedigre, kdo, kaj si prej, sam če imaš to željo, pa to iskro. Ne? Absolutno, ja. Nisem tega mislil, ampak tudi šolskega sistema midva ne bova prenovila zdaj. Samo debatirava, zakaj so pogovori tako dobri, zdravilni, koristni na koncu. To, samo debatirava. Ja, pa tudi zaradi tega, ker je pristen stik z človekom, ne? Če se z nekom pogovarjaš, ti daje svoj čas, to je ta stvar, ki je najbolj dragocena in se počutiš tako, ego ti na zdrav način, po moje, krepi. Se reče, krepi, gladino, tako malo strovkati. Veš, kaj se skozi pogovor, pa da te naprimer gleda občinstvo, se pravi, ti boš kljub vsemu imel neko odzune, boš dobil neki klicaj,
pogovarjaj se lepo, se pravi, bodi toleranten. In se v bistvu skozi pogovor tudi učiš nečesa. Če ti to kaj pomeni, ne? Ampak se učiš tega, da se znaš lepo izraziti, stati za nekimi svojimi mislimi, resnico in sprejemati tudi sogovornikovo resnico. Ker drugače to ni pogovor, ampak je kreg. Ne? Vse to smo zdaj gledali, tale soočanja, tele so se v bistvu samo iz ene strani brega na drug breg smo se prestavljali in smo to gledali, ne, na koncu. Ja, pripravljeni odgovori. Ja. Preden je vprašanje do konca vprašanje. Ja, ne, šlo se je samo, kdo ima prav. In cela civilizacija v bistvu temelji na tem, jaz imam prav, jaz moram imeti prav. A ti pri meni to vidiš, da jaz moram imeti prav? Ja. Ja, vale, da ja. Da, ker se mi da prepirava, definitivno moraš imeti prav. Ne, to želim si, naprimer, ne? Aha, kaj si želiš, da bi te razumel? Ne, želim si, da bi imela prav, ne? In ti mi rečeš, ti rečeš pol v pogovoru, ti moraš imeti vedno vse prav. Sej, zate isto velja, jaz tudi mislim, da ti moraš imeti prav, ne? Ampak zakaj mi dva ne greva v globji konflikt nikoli? A ja, zato, ker ja, okej, ja, to je pa res, ja. Mislim, to da moraš imeti prav, to pač ne rabiš imeti prav. Ne? Mislim, naučeni smo. Nekako intuitivno. Mislim, fajn je, če imaš prav, ne? Ja. Fajn je. Vale, da je. Ja. Sam ni pa nujno. Veš, da ni, veš pa. Mislim, jaz celo več užitek doživim, če lahko nekomu pustim, da ima prav. Pa misliš si svoje. Ja, pač pri sebi si mislim svoje, ampak ni tako izinat, zdaj bom pa tebe pustil, da se bom jaz boljš počutil, ampak vem, da bo tudi človek, tukaj se reče, tudi človek se boljš počuti, če misli, da ima prav. In če ti vidiš pri nekomu, da ne boš prišel do živega, je v bistvu najboljša stvar, kar lahko narediš, ne? Da mu podariš, imaš prav. Ti in sebi. Ja, ampak res si srca podariš, ne tisto. Se pravi, moraš razumeti, zakaj ne boš prišel nekomu do živega s tem. Pa tudi, da njegov prav ni toliko narobe, da ga moraš prepričati. A ne? Zdaj te moram pa prepričati, ker če ne bo pa konc sveta, ne bo konc sveta, pač bo razmišljal človek še zmeraj naprej, tako kot bo, ti pa po svoje. Ne? In veliko krat daš tudi možnost, recimo njemu, temu drugemu človeku, mogoče pa tvoje, to sem jaz začel delati, ker veš, da nikoli nisem poslušal ljudi, ki so mi dali na svete. Zdaj pa kdaj tudi, čeprav se mi ne zdi, da ima nekdo drug prav, rečem, grem pa probati po njegovo, mogoče pa bo prav. In se mi je veliko zdaj že zgodilo, da ni bilo po moje prav. A ne? Ampak je to tak poseben užitek tudi, ne? Ja. Boljš kot kjerkoli petka v šoli, ki sem jo domov. Ali pa kakršenkoli tak drug užitek, ki sem si ga vzel. Ne? Absolutno. To je tak, kot da si se nekaj naučil. Ja. Kar ti načeloma ne bi se smel naučiti, a veš, tako na skrivaj si nekaj dobrega naučil. Ali pa meni, veš, kaj je meni res poseben užitek, da jaz imam neko prepričanje, ne, in tako ga zelo galantno, lepo povem, in me pol drug, ker ga ne zagovarjam, jaz imam prav, ampak me pol drug tako z lahkoto prepriča, da si rečem, wow, se res, to bi pa jaz lahko drugače gledala. To je meni ful užitek. Ja. Meni tudi, ja, ta wow moment. Cel life sem tako razmišljal, pa tle pride kar en človek, ki prvič vidim v lifeu in mi reče 5 besed in je meni tako, kaj? Ja. Kaj pa še vse narobe razmišljam? Kaj še vse pol bi lahko drugače razmišljal? Ja. To je pa, je kar malo tako dober Fino, občutek. Ne? Fino, ja. To treniraš skozi take pogovore, ne? Ja. To bi vsakmu predlagal, da kdaj pusti komu. In mi bova tudi, jaz sem prej ravno kar govorila z enim gospodom, ki me je klical in je rekel, da kako je našel mojo številko, ne vem, ker drugače skrita, ne, in je mi rekel, da ve, da imamo živali in da mi lahko svetuje in tako naprej. In mi je potem glede nekaj o Mariji Tereziji povedal oziroma o nekih Rimljanih ali ne vem kaj. In je rekel, da je gledal moje oddaje, da mu nisem bila vedno všeč, ampak je toliko zanimiv govoril po telefonu, jaz ne vem, mislim, in da sem jaz sama od sebe rekla, a bi vi prišel k nam na podcast, vi pa imate znanja, ne, jaz nisem za to, jaz sem prestar, pa tako in na koncu sva se zmenila, tako da,
Ja, Gospod, kako mu je ime? To sem ta trenutek pozabila. Tam imam zapisano, ampak gospod, ki se ukvarja z živalmi, z osli in Sloven Gradca je in mislim, en tak, mala enciklopedija enih modrosti in to je meni všeč, take ljudi, tako bi jaz tudi rada gostila. Več, tako da javite se, če bi kdo rad bil. Če bi kdo rad prišel na podcast, ja, med naju dva, pa kaj za kaj zapovedati. Ja, in tako ne rabite biti, ne rabi se vam zdeti, da ste morali pol Slovenije premakniti ali pa ne vem kaj še vse. Vaša preprosta, naša preprosta življenja, gremo se pogovarjati o vaših malih modrostih, ne? Po vsakodnevnih stvareh, ne? Mogoče se kaj naučimo, mogoče ti spet kdo odpre čisto nov pogled na neki. No, zdaj bom pa še to rekla, ti step se vidi zdaj, če ste pogledali pozorno Maja, da je bolan, da ima malo utrujene oči. Kako ti imaš zdaj ene težke čase, ne? Kako ti to? Pa nimam težkih časov, jaz sem ravno kar po, veš kaj meni fura? Mene ful ljudje gledajo, pa si mislijo, mi rečejo, koliko si se pa ti sebi spravil, koliko si ti dober, pa kako si to, pa kako si uno. Jaz sem pa cel ta čas imel še zmer, imam še zdaj kdaj hude težave. Problem je sam s sabo, ne? Ta dvom in to so stvari, ki jih ne izkoreniš tako lahko, ne? In sem imel zdaj pač par let, ko poleg tega, kar midva delava, sem jaz delal tudi na temu, da sem se naučil, ne vem, spoštovati denar, spoštovati svoj čas, spoštovati to, da grem spat zvečer, se zjutraj zbudim, biti reden, se učiti stvari, biti dosleden, biti ustrajen. Ker si kar nekaj projektov si začel pa Ja, pustil, ampak je zdaj po vseh teh letih, ne morem reči, da je že tle, ampak se začenja brsteti vse to, kar sem delal. In ne glede na to, da ste vsi govorili, Maj, delaš toliko stvari, pa jih ne dokončaš. Zdaj vidim, da je bil to moj proces. Da to ni bila stvar, ki sem jo začel delati in je nisem dokončal, ker jaz nisem bil dosti zrel. Ker ni bil pravi čas. Ampak ne, pa to ni bil niti pravi čas. Zdaj je pa pravi čas za vse te stvari. In zdaj se mi je začelo dogajati, da slišim stavke, ki sem si jih želel slišati. Sanjal sem o tem, da mi bo nekdo rekel, a veš, čutim, da drugi vidijo meni uspeh. A veš? Ne samo, da ga sam v sebi, ker sem bil ustrajen. In prihajam do teh trenutkov, ko je, a veš, ko ti rečeš, kako hočeš reči, a veš, ste mislili, da mi ne bo ratal, ne šolan Maj, pa ne ustrajen Maj. No, in zdaj se pač to začenja malo nekako brsteti in je tako, kot da bi padla eno Merkur iz mojega hrbta. Niti ne gora, ampak fucking planet. Razumeš? Je bi padel dol iz mene in je tako, kot da sem se dvignil za 5 cm in moram skalibrirati, moram dojeti, moram postati prizemljen med tem, ko mi prihaja vse. Ne? In je naporno, ampak je kul. Je kul. Se počutim polnega, se zbudim z veseljem. A veš? Delam stvari, ki mi se dajo delati. Kateri pogovor pa te, naprimer, par pogovorov, kateri so se te tako dotaknili, da si... Vsi. No, ampak kaj si, naprimer, zdaj ta trenutek... S Sotirovim sva se tako jela, da sva takoj začela takoj sodelovati. Ne? Marinšek pa Hudovernik itak, to da sta bila med prvimi, ne? Pač, a veš, pa Friend, pa Karim. Tako, no, pri Maji sem se malo zaljubil. Ne vem, ne morem izpostaviti enega, res ne morem. Vsakič znova je novo spoznanje, to najbolj cenim. Ne more biti eno spoznanje več kot drugo. Ne? Ja, Gačo, naprimer, Dragica. Ja, Gačo, Dušan, Dragica, pa Benedikta. Se pravim, to so vsi, prav vsi, res. Ne, Petra, naprimer. Kaj pa tebi? Jaz moram reči, da je vsak zgodba zase, jaz bolj že gledam tako, že zaradi unih izkušenj, ki jih imamo iz oddaje, v bistvu se plete en tak
prt, a veš, prt življenja, a veš, ali pa ena mandala življenja, ki vidiš, kako smo povezani, kako vsak pogovor na svoj način v bistvu dela to pahljačo. Ne? In, Mozaik. Prt, pahljača. Mehko. Ja, a veš, nekaj toliko dragocenih stavkov, naprimer, meni se tudi zelo vtisnil a veš, glej čistila, naprimer, jaz sem zdaj to začela uporabljati, mislim, to je fenomenalno, kako jaz tle uživam s temi suncami, ne. Pol, če se spomnim, naprimer, tudi tistih zlatnikov, tam sem jaz pod tiste knjige prebrala. Moramo ja, in sem začela aktivno delati na tem, zato da si zdaj upam reči, donirajte, ne, ker prej bi mene to bilo, pred 5 leti bi reč se obesla, kakor da bi kaj tacga rekla, ne. Tako da, mislim, Nika Kovač, naprimer, ne, a veš, meni itak, čisto vsak človek, ki stopi v moje življenje, se mi zdi, kot bogatstvo, znova in znova. Tako je, in s tem bogatstvom bova zaključila danes. Ja. Ja, moramo večkrat, tudi mi smo kdaj malo neorganizirani. Ne, to ni neorganizacija. Ne, naš jaka je super popularen, tako da mu moramo dati še tudi, da gre kdaj malo spat ali pa malo počiti za onih 10 minut, no, da ga ne bomo skurali. Jaz bi predvsem predlagala... Mene zanima, kdaj bomo imeli z Jakatom mi pogovor. Ta zadnji. Ne bo zadnjega. To bo pa itak never. Ne, jaz bi samo rada povabila tudi vse, da napišete, naprimer, tisti, ki gledate, če vaju zanima, mi dva imava z Majem kar nekaj tem, se pravi vzgoja, kako je on vzgojo doživljal, kako on zdaj vzgaja otroka. Raznih tem, naprimer o nastopanju, o notranji rasti, o odnosih. O kundalini jogi, o reiki. O kundalini jogi, mislim, vsem. Tako da, če si želite kakšnih tem, napišite, sodelujte, bodimo vsi skupaj kreativni. Podcast, akt, kaj pomeni? Zunanji izraz odločitve, volje, dejanje, to se pravi dejanje, bodimo vsi del tega dejanja, sodelujte in bomo lahko imeli take pogovore tudi čist fokusirane na neko določeno temo. Hvala vam. Kaj že, subscribe? Like, share, subscribe. Ja, pridružite se. Pa na Instagramu nas posledite, no, prosim, no, da se naš Hugo ne trudi za ston. Tako, hvala lepa, se vidimo!